Tokrat spoznamo 10 let evolucije volanskega obroča. Pa električni 3008. Toyota je na letnem srečanju odprla vrata drznim idejam mobilnosti. S Sebastianom se zapeljemo polavtonomno po tokijski obvoznici In pogledamo, če je 0.0 res rešitev za narodove težave z alkoholom. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pred dobrimi 10 leti je Peugeot dregnil v nekaj, kar se spreminja po milimetrih in s tresočo roko. Pri modelu 208 se je lotil spreminjati voznikov delovni položaj. In vsaka podobnost z realnostjo ni naključje. Za prvi stik oziroma prvo iskrico ljubezni je pomembna oblika. Za dolgo in lepo zvezo pa to, kako se v avtomobilu prav zares počutiš. In tak odnos se najbolj pristno splete z voznikovim delovnim okoljem. Udoben sedež, logično postavljena stikala, pregledna armatura in še bi lahko naštevali tiste drobne malenkosti, ki naredijo življenje lepše in bolj prijetno. No, in ravno zato se v ta delovni prostor v zgodovini avtomobilizma ni prav veliko posegalo, oziroma je šlo res, kot si rekel, za milimetre. No, Peugeot je 10 let nazaj tudi z volanskim obročem presenetil in zdaj že v 10 milijonov avtomobilov vgradil iCockpit in z modelom 3008 ga dviguje še na višjo raven. In zato ni čudno, da ima Peugeot vedno več posnemovalcev. Peugeot 3008 smo vam v naši oddaji že predstavili. Če smo doslej govorili o njem in povedali zgolj to, kar smo izvedeli od Peugeotovih inženirjev in videli na lastne oči, pa še to obstoječem avtomobilu, smo ga tokrat končno tudi zapeljali. Prvi vtis je brez dvoma pozitiven. A ker gre za električni avtomobil, bo potreben daljši test. Predvsem zato, da ugotovimo, kako potraten je električni motor in kako so na drugi strani vzdržljive baterije. 3008 je prvi model, ki stoji na novi Stellantisovi platformi STLA Medium, kjer že njeno ime pove, da je namenjena srednje velikim avtomobilom. Zaradi nizke strešne linije se zdi, da je novi 3008 daljši, a meri zgolj dobre 4,5 metra v dolžino, pa vseeno prinaša dovolj prostora tako za potnike kot tudi za prtljago. Avto je v celoti nov in s prejšnjim 3008 pravzaprav nima nikakršne povezave. Tudi v notranjosti ne, kjer izstopa predvsem povsem nov osrednji zaslon oziroma Peugeotov iCockpit. So iCockpit has been developed for the first time a little bit more than 10 years ago. Okay, it was appearing on the 208 first generation, and so it was a very important component and key point for Peugeot in the 208, as we introduced with the cockpit a cluster above the steering wheel. So it was the concept, a compact steering wheel, a cluster above with all information for driving, and we have also a dedicated screen for all media and infotainment. So this was the first generation. O njem so se pogovarjali tako lastniki kot opazovalci, predvsem majhen in nizko postavljen volan je bil velikokrat jabolko spora. Zdaj druge možnosti v Peugeotih ni več, pa tudi iCockpit je v tem obdobju doletelo precej izboljšav. Since this time, there were many improvements on the iCockpit on each car, and there was big steps. On this one, this new generation is a big step because we have a very important masterpiece now in the cockpit, which is this panoramic iCockpit, which is very large, which is curved, and which is also floating on the dashboard, and which is, as you can see here, fixed and mounted by the rear. Okay? So this is a very brand new generation of iCockpit. Novi 21-palčni zaslon združuje merilnike in osrednji zaslon. S tem je osrednji zaslon še bliže vozniku, s čimer je v prvi vrsti izboljšana ergonomija v vozilu. Pohvaliti velja navidezne gumbe na sredini armaturne plošče,
kjer imajo svoje mesto številne bližnjice. Če uporabniku ne bodo všeč, jih enostavno zamenja in to praktično z vsem, kar iCockpit ponuja. Tako si lahko na posamezni gumb uporabnik nastavi hitri dostop za želeno temperaturo, morda priljubljeno osebo za klicanje, ogrevanje volana, točko za navigacijo in še mnogo več. Povsem nov je tudi volanski obroč. Postaja majhen, a prinaša nove tipke, ki sicer samodejno zaznajo voznikove prste na njih, a je za njihovo aktiviranje potreben odločen pritisk, da ne bi prihajalo do nezaželenih aktiviranj procesov, ki jih tipke ponujajo. Gledano v celoti se zdi, da bo novi 3008 brez težav zamenjal zelo uspešnega predhodnika, za katerega se je v 7 letih odločilo že več kot 1 300 000 kupcev. Jasno, tudi zato, ker ne bo na voljo samo kot električni avtomobil, ampak bo z lahkoto zadovoljil tudi tiste uporabnike, ki si z elektriko ta trenutek še niso na ti. Pred dnevi je Državni zbor sprejel resolucijo o varnosti cestnega prometa. V njej so zajeti številni ukrepi, predlagatelji pa upajo, da bi z njimi do leta 2030 dosegli, da na naših cestah ne bi na leto ugasnilo več kot 50 življenj. To je zelo ambiciozen cilj. Tole pa se bo slišalo trdosrčno, ampak saj je tudi življenje vsake toliko tako. Iz več kot 500 umrlih na naših cestah smo težko prišli do 100, kolikor jih umre danes. Ampak iz 100 na 50 bomo prišli še veliko težje. Ampak to nikakor ne sme zmanjšati naše volje, da ta cilj dosežemo. Saj ga je mogoče doseči. Prav vsak od nas je dolžan ravnati v tej smeri in lahko vsak dan in povsod. Največ za prometno varnost naredimo prav vozniki, saj smo najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč. Avto in cesta sta občutno manjša. Eden izmed predvidenih ukrepov pa bo zagotovo v prihodnjih mesecih bogato polnil medijski prostor. Predvideno je namreč tudi znižanje dovoljene količine alkohola v krvi, in sicer na 0,0. S prometno varnostjo se ukvarjam že 30 let. Z negativnimi vplivi alkohola na življenje pa še precej dlje. In tako je moje prepričanje, da problem ni v nič, ampak v našem razumevanju pitja alkohola in odgovornosti povezane s tem. Da si glede odgovornega pitja alkohola še nismo nalili čistega vina, pa po svoje pove tudi tale prigoda. Pred kratkim so me povabili v akcijo o zaveščanju nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. Seveda sem bil takoj za. Sem jim pa povedal, da so me ujeli v najboljšem možnem trenutku življenja. Do 50. leta namreč nisem spil niti kapljice alkohola. Zdaj pa sem začel razmišljati o tem, da bi sem in tja morda kaj spil. Saj veste, moškemu pri 50-ih se marsikaj zgodi. Meni se je na primer to, da sem začel razmišljati, da bi morda na kakšnem rojstnem dnevu ali pa recimo za novo leto enkrat v življenju nazdravil tudi recimo s kozarcem penine. Ko sem jim to povedal, so se mi zahvalili za moj čas in hitro našli nekoga drugega. Česa so se ustrašili? 50 let nisem spil niti kaplje alkohola. Potem samo rečem, da sem začel razmišljati, da bi morda sem in tja kaj spil. Pa je že to preveč? Saj je jasno, da če bi že kdaj kaj spil, nikoli ne bi sedel za volan. Nikoli nisem in nikoli ne bom. Alkohol in avto ne sodita skupaj in pika. Ta zgodba se mi zdi zanimiva zgolj zato, ker pokaže, kako dolga je pot do trenutka, ko v resnici spoznaš, kje imaš problem. Mislim, da mi nimamo problemov z odgovornim pitjem alkohola. Z neodgovornim in prekomernim ga imamo. Pa s tem imamo težavo, da mislimo, da bo meja 0,0 spametovala alkoholike. V resnici pa bo kaznovala odgovorne pivce. Po oglasih bomo s Toyoto preverili prihodnost mobilnosti za vse. Kenshiki v prevodu pomeni pogled. In na letošnji Toyotini konferenci so nam ponudili najbolj svež pogled v prihodnost mobilnosti, kot jo vidijo sami. Predstavil nam jih bo Tom Fuchs, ki je najvišje postavljeni slovenski menedžer v avtomobilski industriji in tudi nosilec evropske storitve Kinto, ki zdaj prihaja tudi k nam.
Za razvoj električnih avtomobilov v Toyotini korporaciji skrbi znamka Lexus. In lansko leto sem vam pokazal super športni avtomobil, ki nekako napoveduje eno zelo, zelo zanimivo idejo, ampak ta avtomobil pa dokazuje, da smo tisti ideji že zelo, zelo blizu. No, lanski model. Wow. No, lanski model je bil seveda avto, ki ni imel sploh notranjosti, ker naloga tistega koncepta je bilo predvsem povedati, da Lexus razvija električni avtomobil, ki bo ponujal tudi prestavljanje, kot smo vajeni v avtomobilih z ročnim menjalnikom. Se pravi, med vožnjo, ko bomo mi prestavljali, bo spuščal tudi neke take zvoke, virtualne seveda zvoke, ampak seveda bo se oglasil tudi takrat, ko se bomo mi virtualno zašaltali, kot rečemo, se pravi, narobe prestavili. No, takšen luksuzni električni avtomobil zdaj res že kmalu postaja realnost. Seveda bo tekmoval s tistim aerodinamičnim Lešnikovim Mercedesom EQS. Verjetno je pa še bolj pomemben tisti razvoj, ki ga Lexus razvija za to, da bo z električnimi motorji opremil bolj dostopne Toyote. In na tem področju imamo pa letos kar zelo veliko novosti. Even within BEV, we need to consider a kind of different options based on the customer needs. In terms of batteries, I think what we see from the market is there are different needs. And if you imagine to plot it on two axes, of course, one is towards higher performance batteries, but one is towards affordability. BN26 will have the performance battery that will be enhanced, especially in a range point of view. Also, cost will be reduced and a quicker charging time. That's still a prismatic battery, so that's the performance one. In parallel with that, we'll also have the LFP technology. LFP technology is mainly focusing on the affordability axis. Still enhancing performance from today, but mainly considering the affordability. And that will be already with the bipolar architecture, which gives it advantages from a packaging and point of view. Moving on in time, we'll have the high-performance battery building also the lithium-ion type of battery with the bipolar configuration. And moving on from there, obviously, towards the end of the decade, we'll have the solid-state batteries. Futuristični Lexus naj bi torej ponujal doseg celo prek 1000 kilometrov in ga bomo lahko ekspresno hitro napolnili. Naj pa vam zdaj pokažemo napoved dostopne električne Toyote. Naslednji Toyota BZ, ki ga lahko pričakujemo v Sloveniji v začetku leta 2025, pa bo mali mestni električni BZ. In seveda, na prvi pogled bi lahko rekli, da je to električni Toyota Yaris Cross, ampak če lahko kaj sklepamo po tem konceptnem avtomobilu, bo električni Yaris Cross večji, bolj pompozen, bolj nastopaški avtomobil in vseboval naj bi tudi nekaj tistega Lexusovega premijskega šarma. Pa čeprav tam spredaj sveti ni samo nalepljena značka Toyota. Kako bodo te nove električne tehnologije razporedili po razstavljenih konceptnih modelih, no to bomo izvedeli na prihodnjih kongresih Kenshiki. A glavno vprašanje predvsem, kako bo Toyota sploh lahko dosegla te izredno ambiciozne cilje glede dostopnosti. No, dva aduta imajo v rokavu in prvi temelji na šolsko vzorni Toyotini proizvodnji. What is your thinking towards the next platforms is to consider the center portion as a standardized portion between many different vehicles. And that's very important to think about future platforms. How can you commonize as much as possible to reduce the cost ultimately? You have a front section, you have the middle where the battery is, and the rear section. You have small electric motors that you can put wherever you want. And the center section especially focused on standardizing of battery sizes. Danes smo tudi napovedali, da bomo spremenili naše tovarne, kjer se bodo avti avtonomno vozili skozi tovarno, ne bo več traku v tovarni, ki bo omogočil veliko večjo fleksibilnost proizvodnje, ker bomo lahko postavili majhen in velik avto na isto delovno mesto, hkrati pa za našo kvaliteto in za našimi garancijami, ki grejo do 10 let na baterijo in na vse sklope, bomo zagotovili, da bo prodajna cena rabljenih vozil dovolj visoka, tako da lahko ugodne finančne pakete ponudimo tudi našim strankam. Torej, v igri je tehnologija, ki bo omogočila denarne ugodnosti za kupca,
pa tudi za Toyoto. Ne gre samo za kvaliteto vozila, gre tudi za kvaliteto baterije. Z našo tehnologijo, ki je predvsem pomembna pri novih baterijah, kjer bodo baterije zadržale kapaciteto tudi pri veliki uporabi, veliko kilometrih in skozi daljše obdobje, je zelo pomembno. Pa naj ponovim, vsi imamo koristi, če avto z boljšo baterijo bolje ohranja vrednosti. In kakšne so te koristi za kupca, je povsem jasno in očitno. Seveda pa zdaj poglejmo, kateri so tisti prihranki za Toyoto, ki se skrivajo v dobri bateriji. Once we have those rare earths, let them make sure that we use them very wisely. And let them make sure that we keep them within, our boundaries. And that's the most important. If it's for reuse, recycle, it doesn't matter, but we need to make sure we can keep on using those rare earths over and over again. Circular economy oziroma cirkularna ekonomija je zelo pomembna tudi v naših planih. Gremo na tako imenovani asset management, oziroma da bomo zadržali lastništvo nad vozili in s tem zagotovili, ko je vozilo obrabljeno, da ga lahko nazaj prevzamemo, recikliramo baterijo in se takrat odločimo, kaj bomo s to baterijo naredili, glede na stanje baterije. Ali jo bomo obnovili in uporabili spet v vozilu, ali jo bomo razgradili, ali jo bomo pa uporabili za sekundarno uporabo kot zalogovnik za energijo. In Slovenci smo zagotovo lahko patriotsko ponosni, da bo temelj Toyotine prihodnosti omogočil prav projekt, ki ga je izpeljal naš rojak, preden je postal podpredsednik. Kinto, podjetje, ki sem ga jaz ustanovil pred 5 leti, je danes ima že v upravljanju preko 200 000 vozil, je profitabilno, samostojno podjetje, ki lahko danes preživi. Se pravi, del strategije tega podjetja je tudi zagotoviti to cirkularno ekonomijo in zagotoviti vozila za prihodno razgradnjo. Kinto je en tek stebrov, kako priti v to novo ekonomijo. Pot bo seveda izredno zahtevna in trnova in ta hip smo šele na začetku. Trenutno prodamo približno 1/10 vozil preko Kinta, vseh novih vozil. Prodamo pa vsako drugo vozilo ali z leasingom ali financiranjem danes. V prihodnje hočemo te procente povečati. Naj pa dodam, da je Kinto zdaj po novem na voljo tudi v Sloveniji. Kar so nam obljubili z odprtjem lastne banke, je zdaj končno tudi realnost. Je pa zdaj čas, da se posvetimo še eni Toyotini fronti. Med avtomobilskimi znamkami je Toyota zagotovo glavni protagonist vodikovih tehnologij. In naj vam predstavim očeta projekta, menedžerja, ki med vsemi Toyotinimi menedžerji najbolj sodeluje z menedžerji na drugih neavtomobilskih področjih. Namreč v svojem službenem času on posluje z ladjarji, pa proizvajalci tovornjakov, avtobusov, pa tistimi, ki skrbijo za električno infrastrukturo in celo s organizatorji velikih koncertov. V vse te aplikacije je že uspel prodati takšen Toyotin elektromotor, ki pa zdaj svojo elektriko pridobiva iz teh jeklenk napolnjenih z vodikom. 7,8 kg vodika je v njih in takšen vir energije so zdaj ugradili celo v legendarnega Hiluxa. If I look at trucks, trucks will need several tons of battery in order to be able to transport heavy duty. As the hydrogen system is lighter, we can win a certain payload for the trucks. And that is the same kind of story that we have actually for the Hilux. Yeah? If you put that full of batteries, I can guarantee you, if you replace that with hydrogen tanks, it will be lighter. Široka uporaba vodikovih tehnologij je zdaj res vse bliže tukaj v Evropi in veliko zaslug imajo prav tukaj v Bruslju, pa s tem ne mislim na dejstvo, da ima tukaj v Bruslju Toyota svoj center, ampak mislim na bruseljske politike. The plan of the EU at the moment. The idea is to build 10 million ton of green hydrogen production. That means they will put in place electrolyzer infrastructure to make green hydrogen. But for that green hydrogen, we need green electricity or we need local excess green electricity. For instance, sometimes there's peaks in the grid. We need to recover that. There's also the winter-summer. In the winter, there's not a lot of renewable. In the summer, there's a lot of renewable. So hydrogen can actually use that. So those kind of things are regional production of green hydrogen. But we have to be honest, Europe cannot 100% cover today, also in the future will be a challenge,
all the energy requirement, everything, heating, transport, etc., will be very difficult to cover. There are regions in the world where there's abundant renewable. Saudi Arabia, south of Africa, in the South Americas. There's a lot of actually renewable electricity, which you can transfer into hydrogen. If we could build, let's say, electrical lines over such distances, that could be an option, but that is actually not so realistic, not with these distances. That's why hydrogen and import of hydrogen makes a lot of sense. So we can transport the hydrogen tanks? You can transport the hydrogen, maybe in different, not the tanks, let's say hydrogen itself in different forms, ammonia, maybe in pure hydrogen and so on. So this is being studied. So not hydrogen? Could be pure hydrogen, can be pure hydrogen. But could be this green if we transfer? This will be green, this will be green. Yeah. Even if we transfer it from South America to Europe? Of course, you need to buy one of our green boats in that case. Otherwise, it will not work. Takšen vodikov Hilux je seveda električni avtomobil. Namreč naprej ga poganja električni motor. Ampak za popularizacijo vodikovih tehnologij bodo v prihodnosti zelo veliko vlogo odigrali kar klasični bencinski oziroma dizelski motori, predelani tako, da zdaj namesto klasičnega bencina ali pa dizla v njih eksplodira vodik. That conversion market is not so small, to be very honest, but it is not comparable to like the big OEM business, of course. These are smaller projects, smaller volumes, but they do offer a lot of opportunity to already support the infrastructure. Because one of the challenges, obviously, is an immature infrastructure. Očitno smo se res veliko naučili z gradnjo infrastrukture električnih polnilnic in zagotovo med drugim tudi to, da nujno potrebujemo še eno drugačno infrastrukturo. Glede na količino električnih pogonov, ki smo jih stlačili v ta prispevek, ker pač takšna prihodnost je, ne samo Toyota, ampak tudi nasploh, pa lahko vseeno potolažim, da Toyota Land Cruiser se pa ne uda. Ostaja takšno, kot jo občudujemo že več kot pol stoletja. In če vas je mogoče zaskrbelo, ja, Toyota je razmislila, da bi ta avtomobil predstavila v Sloveniji, ampak ga seveda ne bo, zato ker ta avtomobil je bistveno bolj terensko sposoben, kot pa zmoremo to preizkusiti na slovenskih gozdnih cestah. Pred časom smo na testni stezi preizkušali tretjo stopnjo avtonomne vožnje pri Mercedesu in to tik preden je Mercedes-Benz dobil dovoljenje za uporabo tudi v realnem svetu. No, zdaj jo ima in Mercedesov sistem Drive Pilot tako zdaj legalno omogoča avtonomno vožnjo na nemških avtocestah do hitrosti 60 km/h. V praksi to pomeni, da je vsaj na začetku ta sistem namenjen manj stresni vožnji oziroma lajšanju vožnje v kolonah. Svet je velik, zakonodaje pa po različnih koncih sveta različno naklonjene uvajanju takih novosti. No in Sebastian se je pred kratkim na Japonskem vozil z veliko višjimi hitrostmi. No, bi se, če ne bi bile kolone. No, pa smo spet pri kolonah. Še nekaj let nazaj se je v avtomobilski industriji na veliko govorilo o samovozečih avtomobilih. Potem je pobudo prevzela elektrika, samovozeči avtomobili pa so zapeljali na stranski tir. Trenutno se tako zdi, da bo naša generacija v avtomobilih težko dočakala dan, ko bo vožnja povsem avtonomna, mi pa bomo brali knjigo, gledali filme ali celo spali za volanom. Vseeno pa na drugi strani v avtomobile že prihajajo tehnologije, ki vožnjo naredijo bolj brezskrbno. Ob boku nedavnega avtomobilskega salona v Tokiu smo lahko preizkusili nekatere, z Nissanovo Arijo pa smo se po tokijski avtocesti zapeljali brez rok na volanu. So the car is currently driving in ProPilot 2 mode, which is semi-autonomous, hands off. It's using 3 cameras up here to sense the distance to the vehicle in front. It's using the radar sensors around that would typically be used for lane departure alert to sense if there's cars on the side. And it's using the 4 cameras from the around view monitor to also see all of the vehicles around. When there's the blue illumination, it means complete hands off. When it's using the green, it's saying please take the wheel. If you need to change lane, it's asking you then to take the wheel and to take control. A
a čas za posipanje s pepelom vseeno še ni nastopil. Aria je sicer sama nadzirala promet okoli sebe, a to samo ob določenih pogojih in na primernem cestnem odseku. Predvsem pa Nissanov sistem za samodejno vožnjo ProPilot 2.0 v prvi vrsti omogoča enostavnejšo, udobnejšo in manj stresno vožnjo na avtocestah. Moram pa priznati, da je bila vožnja po tokijski obvoznici brez rok na volanu zanimiva in res manj stresna izkušnja. Nissanov sistem ProPilot sicer še vedno želi, da ste med vožnjo pri stvari in gledate na cesto, a ni potrebno, da imate roke na volanu. Če sistem zazna kakršnokoli nepravilnost, recimo gledanje stran oziroma pogovor s sopotniki, takoj opozori, sicer pa nadaljuje samodejno vožnjo. Ko kamere zaznajo, da ta ni več mogoča, pa voznika opozori, da prevzame nadzor nad vožnjo in volanskim obročem. Sistem ponuja tudi pomoč pri menjavi voznega pasu, a ga mora voznik opraviti z rokami na volanu, kar pa tako ali tako počnemo tudi brez te tehnologije. Je pa res, da je v Arii s tehnologijo ProPilot ta postopek nadzorovan in ga lahko izvedemo zgolj takrat, ko s tem ne oviramo ali ogrožamo prometa okoli sebe. Nissan Aria s sistemom ProPilot 2.0 je tako še vedno daleč od samovozečega avtomobila. Je pa res, da prinaša pomoč, ki bo vsaj nekaterim voznikom pomagala, da vzpostavijo trajnejšo in zaupanja vredno vez med voznikom in napredno tehnologijo. V teku je izbiranje za slovenski avto leta in na MMC-ju si lahko ogledate finaliste. Če kliknete na rtvslo.si, poševnica avtomobilnost. V uredništvu avtomobilnosti in avtomobilsko-prometnih minut na Valu 202 pa smo se tokrat odločili, da kriterije za izbor finalistov za slovenski avto leta tokrat obtežimo nekoliko drugače. Merila pa so oblika, vozne zmogljivosti in lastnosti, funkcionalnost, gospodarnost, varnost, cenovna umestitev in seveda primernost za slovenski trg. In prav s slednjo kategorijo smo imeli letos največ težav. Cene avtomobilov so šle v nebo, plače pa prav nikamor. In avtomobili so se kljub temu relativno dobro prodajali. Torej, smemo v našem izboru gledati tudi kot primerne avtomobile, ki stanejo 60 in več tisoč evrov. No, in v našem uredništvu smo 5 finalistov določili takole. Jeep Avenger, Peugeot 408, Renault Austral, Toyota Prius in Mercedes razreda E. To so bili naši kandidati. Vi pa si lahko na MMC-ju pogledate, kdo so končni finalisti. No, in ne samo pogledate, oddate glas in se potegujete za lepe nagrade. Vidimo se spet naslednji teden, vmes pa kliknite na naša socialna omrežja in srečno!